pa si poglejmo tole. Kaj, če bi prihodnost ne bila nekaj, kar čakamo, ampak kraj, kamor se lahko odpeljemo? Točno to je ideja za Novo Harmonijo, tematski park prihodnosti. In vse se začne z enim pravzaprav precej norim vprašanjem. Kaj bi se zgodilo, če mesta ne bi več gradili klasični urbanisti, ampak največje in najbolj inovativne blagovne znamke na svetu? No, dobili bi Novo Harmonijo. To ni samo mesto. Predstavljajmo si ogromen, 100 kvadratnih kilometrov velik kampus, kjer se ne samo sprehajaš skozi prihodnost, ampak jo aktivno soustvarjaš. Je kot nekakšen živ muzej inovacij. Poglejmo torej, kdo so ti graditelji prihodnosti. Ne gre za mestne svete ali arhitekturne biroje. Temelje tega mesta postavljajo znamke, ki jih vsi poznamo. In ekipa je wow. Na eni strani imamo tehnološke težkokategornike, kot so Apple, Nvidia in Microsoft. Zraven so avtomobilski pionirji, recimo Rimac avtomobili in BMW. Za zabavo skrbijo PlayStation, Xbox in Netflix. In kar je najboljše, zraven je tudi močna domača ekipa, recimo Devesoft in BTC City. Vse skupaj pa zaokrožijo še Nike, Spar in Starbucks. Kakšna mešanica? Ampak kako bi nekaj tako velikega sploh izgledalo? Poglejmo si ta velikopotežni načrt te neverjetne dimenzije. Torej, mesto je zamišljeno kot nekakšna mreža, ki se širi iz središča, in v samem centru stoji srce inovacij. To je masivna 200 metrov visoka kupola, ki povezuje vse dele mesta. Vstop pa skozi Applova holografska vrata. Sliši se noro, kaj ne? In zdaj cena. Koliko stane takšna vizija? Pripravimo se. Ocenjena vrednost je 500 milijard evrov. Ja, prav ste slišali. Da si lažje predstavljamo, to je več kot 10-kratnik letnega proračuna celotne Slovenije. Že sama številka pove, za kako ogromen projekt gre. Ampak pozor, to ne bi bilo samo prazno razstavišče. Nova Harmonija bi bila dom za 50 000 stalnih prebivalcev. To pomeni, da ne govorimo o zabavešnem parku, ampak o resnični živi skupnosti. Hkrati pa bi seveda delovala kot globalni magnet. Pričakovali bi na milijone obiskovalcev letno, ker bi to mesto postavilo ob bok največjim svetovnim destinacijam. In kaj bi vse to poganjalo? Seveda, najbolj napredna tehnologija. Kvantni procesori bi skrbeli za pametno infrastrukturo. Po mestu bi nas prevažali avtonomni vlaki pod taktirko Uberja in Wolta. Med posameznimi okrožji pa bi švigale superhitre maglev proge. Energija bi bila popolnoma čista, hrana pa bi rasla kar tam, na lokalnih vertikalnih farmah. No, pa gremo na virtualni ogled. Poglejmo si od blizu, kaj bi se dalo doživeti v teh posebnih tematskih predelih mesta. Mesto bi imelo 4 glavna okrožja. Tehnološkega, kjer bi glavno besedo imeli Apple in Nvidia. Potem avtomobilskega za vse ljubitelje adrenalina na čelu z Rimcem. Zabavnega seveda z Netflixem in PlayStationom. In nakupovalnega, ki si ga lahko predstavljamo kot nekakšen BTC City na steroidih. V tehnološkem okrožju bi lahko recimo vstopili v Applovo kroglo neskončnosti ali pa reševali uganke v Nvidijenem kvantnem labirintu iz svetlobe. To bi bilo resnično interaktivno doživetje. V zabavnem okrožju pa bi stala arena veliki zaslon s 360-stopinskimi projekcijami. Zamislimo si, da ne bi samo gledali Netflixovega filma, ampak bi z očali PlayStation VR stopili naravnost vanj. In tukaj pridemo do zanimivega rivalstva. To večno rivalstvo med PlayStationom in Xboxom bi tukaj dobilo svojo lastno areno dveh svetov. PlayStation bi na eni strani ponujal te filmske, poglobljene VR izkušnje, medtem ko bi Xbox na drugi strani gostil napete e-športne bitke. Vsak bi našel nekaj zase. V avtomobilskem okrožju pa, adrenalin bi šel v nebo. Predstavljate si, da sedete v Rimac Nevero in jo poženete do 400 km/h po zaprtih Hyperloop progah. Ali pa testirate najnovejše električne avtomobile znamk BMW in Mercedes, čista norija. Ampak dobro, kako bi bilo pa dejansko živeti tukaj? Kako bi izgledal vsakdan v tem prepletu dela, zabave in inovacij? Vsakdanje življenje bi bilo drugačno. Živeli bi v modularnih Airbnb hišah, ki se same preuredijo glede na število gostov, nakupovali bi v trgovini, kjer solata raste kar na policah, kavo iz Starbucksa ali burger iz McDonald'sa bi dostavil dron, nosili bi superge Nike, ki bi bile 3D natisnile samo za nas,
Vse to pa bi povezovalo mestno 6G omrežje. Pa poglejmo en tak dan. Zbudimo se ob zvokih sistema Beats by Dre v pametnem domu. Avtonomni Uber nas zapelje v služba, v interaktivni laboratorij, kjer s sodelavci delamo na projektih s pomočjo hologramov. Po službi pa sprostitev v 360-stopinskem VR kinu. Sliši se kar v redu, a ne? In tako pridemo do konca. Seveda se ob vsem tem poraja vprašanje. So to le sanje, lepa utopija, ali je to morda naša usoda? Mislim, da se celotna ambicija tega projekta skriva v tem enem stavku. Z novo harmonijo bi Slovenija postala globalni center inovacij, kjer se prihodnost ne le sanja, temveč živi. In za konec še vprašanje za razmislek, ki se dotakne prav vsakega od nas. Če bi si lahko izbrali, v kateri blagovni znamki bi živeli?